Lana Ritlop, lepo pozdravljena v podcastu Zadnji meter. Fizioterapevtka, magistrica fizioterapije in vodja fizioterapevtov brez meja. Nate me je usmerila ena tvoja sodelavka oziroma članica ene odprave v Afriko, ki je v Rotary klubu Carniola predstavila projekt Odpravo in takrat s takim zanosom o tem govorila, kaj ste tam doživele, kaj vse se je dogajalo in kako ljudem ti projekti pomagajo, da se mi zdi res pomembno, da nekoga dobim in da se ta projekt predstavi širši javnosti. Tako da lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, ker si vzela čas. Hvala za povabilo. Da greva malo nazaj. Jaz te ne poznam osebno, tako da povej malo o sebi, kako si prišla do fizioterapije, kaj te je navdušilo, da si šla študirat, da si ta projekt zaštartala. Ja, nekako se mi zdi, da je ta projekt padel v moje roke, no, tako bom rekla. Jaz sem končala srednjo zdravstveno šolo v Murski Soboti in potem si se nekako odločila, kaj zdaj iti študirat, ne. Nisem se nekako videla biti konstantno nekje v neki bolnišnici, želela sem več in takrat sem zbirala med, ali grem reden faks študirat, ne, ali pa grem malo bolj izredno varianto, ne, ki mi mogoče da malo več svobode, manevrskega prostora, kakorkoli. In potem sem se tu znašla na Univerzi Alma Mater, ki je to idejo zelo pozdravljala v tej humanitarni zadevi. Jaz sem vedela že od začetka, da bom nekaj v tem smeri šla, ne, da bom nekaj v tujini začela ali pa nekaj v tujini delala, to mi je bila vedno želja. In tu sem dobila to možnost potem prvič, ko sem še bila študentka, dodiplomca, ne. In potem 2018 sem se odpravila prvič v Gambijo in takrat dalje je potem nekako vsako leto sledila ta Afrika in se potem tudi razvila ideja o nekaki skupnosti oziroma nekakemu združenju, takrat že v začetku kot študenti, ki bi potem vsako leto nudili neko pomoč kot v tujini kot tudi doma. In potem kasneje, čez par let, potem ideja o fizioterapevtih brez meja, ker smo ugotovili, da nekaj takega še sploh ni. Tudi vedno več članov smo dobivali, vedno več interesa je bilo pokazanega in potem ni več bilo poti nazaj. In se je potem oblikovala ta organizacija, ki jo poznamo danes. Torej uradno smo zavod, in delujemo potem na področju rehabilitacije v državah z omejenimi viri in nekako potem gradimo neko kvaliteto življenja tam, kjer je mogoče zdravstvo pa rehabilitacija zelo težko dostopna. Včasih jamramo čez naše zdravstvo, Ja. da si vse želimo takoj, zdaj najboljši možni servis, potem pa, ko greš v tujino, vidiš, da ni povsod tako dobro, kot je pri nas. Kakšne so te razlike, ko doživiš v bistvu, kaj tam dejansko nimajo, kaj rabijo narediti, da sploh pridejo do neke obravnave? Zdaj to je spet, ne, mislim, definitivno se strinjam. Je pa dejstvo, da odvisno je res, v kateri državi v Afriki si, ne. To je zelo mogoče pomembno omeniti. Zdaj mi smo delovali že po večih, se pravi in Vzhodna Afrika in Zahodna Afrika. Zdaj tu je zelo pomembno poudariti, da pri njih je velika razlika, tudi že znotraj države, odvisno, ali si prebivalec nekega ruralnega območja ali si pa res bolj v nekem mestu. Kaj smo mi opazili v bistvu najbolj na terenu, je to, da ljudje enostavno zaradi te zmanjšane zdravstvene pismenosti sploh ne vejo, ne vejo mogoče, kaj jih pripada, kako se znajti, ne, še veliko se prepleta pri njih ta tradicionalna njihova medicina, ne, zelo v narekovajih medicina, ne, in je pač razlika v tem, da ni toliko prisotne te, bom rekla, ni promocije zdravja, no, kot pri nas, ne. Nekako promocija zdravja pa te preventive nas spremljajo skozi vsa življenjska obdobja. Potem tudi nekako mi vemo se mogoče obračati, ne vem, v določenem obdobju življenja na neke
ne vem, centre ali pa, ne vem, karkoli takega. Tam pa nekako ni to dostopno, ne, oziroma je dostopno do neke meje, potem pa bolj greš, se pravi, na odročna mesta, bolj nekako vidiš, da ljudje sploh do ljudi sploh ne pridejo te informacije o tem, kako skrbeti za svoje zdravje, kako, priti do neke pomoči. Nič takega se v bistvu potem ne zgodi, ne, in, tu potem pridemo mi taki vmes, ki smo taki terenski in dostopamo do teh ljudeh, da potem njim lahko na tak način pomagamo oziroma nekako se izmenjamo to znanje na tem področju, ne. Tako da razlika je zelo, zelo velika, ne, bi rekel mogoče nekdo, ja, pa saj Slovenija, ne, saj je tako fajn, pa saj imamo pa res, ne, pa saj res imamo, ampak, je pa tudi zelo odvisno od nas, ker tudi mi kot prebivalci, ne, veliko vemo o zdravju, ne, vemo, na katerega strokovnjaka se obrniti, vidimo neke simptome pri sebi in kaj sledi, ali greš k zdravniku ali ne greš. In če tega znanja sploh nimaš, seveda tudi, če imaš pa ti pol dobro, ne vem, infrastrukturo v državi ali pa dobre strokovnjake, nič ne pomaga, če ljudje ne vejo sploh, na koga se obrniti, ne. Mhm. Kako pa izberete, okolje, v katerega recimo pošljete odprave? Zdaj ste delali v kolikih državah? Zdaj smo vse skupaj, mislim, da že na 6 ali 7 bolj, bi rekla, ja, po celem svetu. To pravi Afrika, Tako je, Gambija, Gana, Tanzanija, Kenija, potem, Palestina, še v bistvu pred vojno, no, Indija in Peru smo zdaj trenutno. Odpirajo se nam vedno znova neke druge zadeve, ampak tudi mi imamo omejene kapacitete, pa ja. Ponavadi strokovnjaki na tem področju, se pravi Slovenije, ki zastopajo kakšne zavode ali pa društva, se sami na nas obrnejo in nas povežejo z njihovimi, ne vem, gostujočimi organizacijami ali pa partnerji, ali pa se kar direktno partnerji iz tujine obrnejo na nas. Veliko ljudi potuje po celem svetu, vidijo kje kakšno organizacijo ali pa kakšne lokalce, ki nekaj delajo, in se spomnijo, to bi pa lahko, ne. prav od ust do ust. Prav, Ja. prav tako, ja, kar nas zelo veseli, zato ker tisti res, bom rekla, mali neki NGO-ji, ne, ali pa male organizacije, ki so v teh državah, težko najdejo nas na nekih družbenih omrežjih ali pa po internetu, ne, in je res, fajn, da nekdo nas, se pravi, da ve, kaj mi delamo, in nas poveže potem, z nekim v Tanzaniji recimo ali pa, ne. Prav, če gremo čez neki proces, da nekdo poveže potem z organizacijo, to so verjetno zdravstvene ali pa humanitarne organizacije, ki v tistem okolju delajo. Potem se vi povežete in nekako pridete do tega, katere probleme bi se tam reševali, nagovarjali. Tako, ja, mi se vedno v začetku se vedno povežemo z njimi na način, kaj rabite od nas in kako vam mi lahko pomagamo, ne. In ponavadi je res, način taki, da nam oni povejo z njihove perspektive, kaj manjka in kaj mi lahko potem doprinesemo, ne. Ker jaz sem takrat, ko sem ta zavod uradno ustanovila, sem si nekako zaprisegla, da ne bom, vnašala naš zahodnjaški svet, sistem nekam, kjer to ne bo funkcioniralo, kjer se ne bo obdržalo, ne. In probamo potem skupno neko točko najti, okej, se pravi, vi ste prišli do sem z rešitvijo, mi lahko pomagamo do sem in nekaj bomo potem s tega naredili, ne. Potem tudi vem, koliko članov dol poslati, kako dolgo morajo biti, kaj morajo s sabo nesti. Zelo je odvisno, ali bomo delali na terenu ali bomo delali v bolnišnici ali bomo, ne vem, delali na univerzi, tudi letos smo delali na enem kolidžu, v Keniji, in potem se ustrezno lahko pripravimo, ustrezno, potem tudi lahko zbiramo donacije, pripomočke, in ko pridemo tja, potem še nekako, probamo tiste puzle zlagati zraven, ne, kaj še manjka, ker itak je vedno nekaj nepredvidljivega pa nekaj novega pa, tako da ja, nekako na ta način funkcionira. Ti sama greš na koliko, odprav? Koliko dopusta dobim? Koliko dopusta, ja. Ja, ne, prej, preden sem se redno zaposlila v Avstriji, sem kar, no, šla na vsako zadevo zraven, še posebej tja, kjer smo zaštartali na novo.
Zdaj nekaj držav imamo že, bom rekla, zaštartanih, se že partnerji vejo znajti tudi brez mene, tudi te člane oziroma, naše fizioterapevte, ki jih pošiljam dol, vem ustrezno pripraviti, da je vse ready, da ne rabim biti zraven. Zdaj pa bolj večinoma hodim na tiste zadeve, kjer je štart, se pravi v Peru lansko leto sem šla z njimi, pa tudi letos v Kenijo, kjer smo potem uradno začeli na novo to partnerstvo oziroma, sodelovanje, ne. S kolidžem. S kolidžem, z enim, lokalnim zdravstvenim domom in isto v Peruju v bistvu z eno organizacijo, ki bolj deluje, pri, nekako dodatna pomoč za otroke, ki se slabše učijo, ampak ti otroci po navadi potem tudi prihajajo iz družin, ki imajo omejen dostop do zdravstva in potem smo od tu delovali dalje. Smo pa tudi delali s starejšimi, tam bolj na odročnem delu Peruja, to je severni del Peruja, Talara, ne, tam malce višje. In jim nudili v bistvu osnovno podporo pri rehabilitaciji. Kako se razlikuje recimo odnos, recimo kolegica Maja nekaj predavala, zdaj sem pozabil, v kateri državi je bila odprava, ampak, a ne, kakšen je tam odnos do oseb z invalidnostjo oziroma ker dosti v teh ruralnih okoljih, poleg tega, da jim je nekaj prikrajšano, ne, jih tudi družba malo bolj na rob porine, a ne. Ja. Ja, v bistvu res je, ne, mi se s tem spopadamo vedno znova, ne. Jaz, ko sem tudi zdaj pisala magistrsko nalogo prav iz tega, ne, kako je potem v teh državah z omejenimi viri potem tudi dostop do zdravstvene oskrbe, za osebe z invalidnostjo. Če grem povprečno, se ta dostop izboljšuje, če pa gledam zdaj situacijsko, kako smo mi doživeli, kako je verjetno Maja razlagala za tistega gospoda, ki je bil, V v neki. prometni nesreči, tako, ja. Tu je malce razlika, ali je že od rojstva neka invalidnost, ne, ali je pa pač tak nastanek od neke nesreče. Ker, oni jemljejo, zdaj če gledam prav tam, tisto okolje, kjer smo delovali v Keniji, to marsikdaj kot, kazen od Boga, ne, ali pa ta otrok nosi neke travme od prednikov in je zdaj tu, da nas kaznuje, ne, da, ne, in tako dalje, te variantice. In se jih potem ljudje sramujejo, pač lastna družina jih, ne vem, prezira, se jih ne obravnava se jih v redu, ne, potem tudi še vedno oni verjamejo, da če bodo zadosti dobri ljudje, da bo ta človek ozdravel sam od sebe, ne, in to so take zadeve, ko potem vidiš, da okej, vedno moraš začeti od štarta, kaj to pomeni, kaj so to realni cilji, kaj imamo za diagnoze, kaj sploh lahko naredimo, ne. Zdaj tam je pač ta Kenija je mogoče malo drugačna kot Tanzanija ali pa Gambija in Gana, ne. Ker tu recimo neka določena stopnja zavarovanja je. Se pravi, ti, če si v nekem delovnem razmerju, te pripada določena obravnava, ne, operacija, recimo zdaj, če je to po nesreči ali pa tudi kasneje fizioterapija, ampak to je zelo, ni, bom rekla, ni omembe vredno, no. Kaj dejansko človek potem s tako stopnjo invalidnosti rabi, pa kaj dobi od države, ne. In, že na ta način, ko se, potem izgubi, zdaj tako grdo povedano, ne, ta, samostojnost, ko ta človek več ne more doprinašati, k družini, zdaj, če je pač del družine, nekega prihodka in je potem samo od žene, ne, zdaj v tem primeru, odvisen prihodek k družini, da lahko družina sploh preživi, je potem še toliko težje, ker si potem sami ne morejo plačevati tiste privatne fizioterapije, ne, in zdaj, kot je bil recimo ta naš pacient, se pravi tetraplegik, ne, se pravi vratna hrbtenica je bila zlomljena in, pristal na vozičku, tudi doma hiše nimajo primerno zgrajene, stopnice, ne.
okej, mislim, pač vidiš neko tako zadevo in bi najprej okolje priredil temu, da bi se človek sploh lahko normalno gibal po hiši oziroma po dvorišču, ne, in mi probamo potem vedno na tak način svojce vključiti, da jim res pokažem, kako ga pravilno, ne vem, prelagati s točke A na točko B, pa na kakšen način delati, da se ne poslabšajo zadeve, zato ker tu ni nobenega, tu pozabi se na njih, ne, to je neka sramota družini in to je to, a ne. In potem čakaš in upaš pa moliš, ne, v njihovem primeru je ponavadi tako, da bo boljše, ampak vsi vemo, da brez fizioterapije ne bo neke izboljšave ali pa vsaj, bom rekla, vzdrževanja neke funkcije, ne. Tako da zelo težko je to zraven gledati, ampak jaz vedno rečem tudi tej, kot je bila Maja, ne se koncentrirati na tisto, kaj človek ne zmore, ampak na to, kaj še lahko sam naredi, in to spodbujati. Ker na ta način daš človeku nazaj motivacijo, svojci tudi dobijo motivacijo, da lahko nekaj delajo z njim ali pa sodelujejo na tak način, ne. In se potem tudi, ja, vsaj nekaj smiselnega naredi, dolgoročnega, no. Prav, fizioterapija ni samo tiste vaje, ki jih vidimo, a ne, ampak je tudi motivacija, je ozaveščanje, iskanje nekih rešitev, ki jih marsikdo ne vidi. Ja. Improvizacija, polno improvizacije tudi. Ja, največ je, se pravi, razmišljanje izven okvirjev, kot pač nam dopušča naš sistem v Sloveniji, da tam je tako, ne, pač človek, tako pač človekovo telo je njihov edini mašin, ki ga imajo, ne, in ko ta mašin odpove, kdo bo hodil na njive pridelovati nekaj, ne, to je vse, kar ima, in to mora funkcionirati brezhibno cel čas, ne. Kako se začne, da pride do kakih drugih, zdaj ni zdaj samo invalidnost, ampak tudi bolečin ali pa da nekaj več ne gre delati, ne, je avtomatsko vpliv dosti večji kot samo to, da tebe nekaj boli, ne, in zdaj seveda, če pogledamo ta en krog, ne, da ljudje nimajo preventive, dostopa informacij, ne vejo, kako skrbeti za svoje zdravje, potem že pridejo oziroma iščejo pomoč, ko je prepozno, in potem je še ne dobijo takšno, kot bi jo morali, ali zaradi tega, ker ni strokovnjakov, nimajo dostop do njih ali si tega ne morejo privoščiti, je to, in potem se samo nekako kvaliteta življenja avtomatsko pri njih niža. In to je večina primerov tako, ne. In zato fizioterapevti, ki grejo na te odprave, jaz jim vedno rečem: "Vi ste vse." Vi morate vedeti o prehrani, morate jim vedeti povedati, kako si naj stvari oblačijo, slačijo, vse. Vsako podrobnost, ko vi mislite, da vejo, delajte se, kot da ne vejo. Rajši povejte preveč, ne, pa se bodo vama smejali, kot pa premalo, pa bodo mogoče kasneje to ključne informacije za karkoli, ne, ali pa da tudi se potem izmenijo neke informacije pa neko znanje, da vi dobite idejo preko njih, ko jim nekaj razlagate, pa je mogoče za vas brez veze, ne. Tako da v vseh aspektih življenja mora fizioterapevt imeti idejo, kako izboljšati nekaj, ne, in tam se to najbolj vidi, ne. Prej si omenila neko svobodo gledanja izven okvirjev, a ne, in stroka pač ima neke smernice, ki so seveda na podlagi dolgoletnih praks, raziskav, ampak še vedno je včasih pri individualnih primerih potrebno malo izven okvirjev pogledati. Namreč jaz sem imel pred kratkim en zanimiv pogovor z enim kineziologom, ki dela v eni kliniki v Ukrajini, a ne, zdaj s temi osebami, ki so poškodovane v vojni. In potem me je spraševal, kako jaz kot oseba z dvojno nadkolensko amputacijo funkcioniram in kako sem se učil hoditi, a ne, da lahko tako hodim, a ne. Sem mu potem neke tehnike razlagal, ki sem se jih tudi v tujini učil, ki so pa izven smernic stroke, a ne, ker recimo hoja po krnih po poškodbi ne bi bila ravno zaželena, ampak recimo tisti, a ne, če poznaš gledati, kako proteza deluje, ali pa noga, a ne, če ni stika, je tudi slabša kontrola, je slabša prekrvavitev, a ne. Zakaj pa recimo
nekaj zagovarja, če je pa to dobro ali pa prepoveduje, ne. Zdaj, koliko si lahko fizioterapevt pusti neke svobode in a je to odgovornost potem čutiš odzadaj ali, želja po odkrivanju novih stvari, izboljšavah? Ja, ne, v bistvu to je, zelo zanimiv pogled, zato ker zdaj recimo Slovenija, ne, kot sem prej omenila, ni država z omejenimi viri, ne. Vse te države, kamor mi hodimo, pa so, ne, ali pa ne vem, nekoč bi rekli, da so to države tretjega sveta, recimo, So ne. to samo omejeni viri v smislu denarja ali tudi znanja, Na splošno tudi tako, ja. nepismenost in tako dalje, ne, tako da glede vsega, Ja. bomo rekli, ne. In tu smernice v našem sistemu, se pravi za naše države oziroma za naš svet, bom rekla, na splošno so totalno drugačne kot za smernice se pravi v, državah z omejenimi viri, ne, in tu posebej smernice so prav za doseganje nekih minimalnih standardov higiene sploh v bolnišnicah, ki so totalno drugačne kot pri nas, ne. Jaz, ko sem delala na oddelku v Gambiji, to je mislim, ne, to, če bi šel, mogoče kak moj mentor ali pa kdo zraven, ne, pa bi si mislil: "O bože, ne, kaj pa delajo." Ampak ja, več razkuževanja, več neke, bom rekla, nekega invazivnega dejanja, ne, bomo rekli, ki ni glih najlepše za videti, ampak imajo razloge za to, ne. Oni so tudi morali razviti glede na njihovo okolje, glede na obnašanje ljudi, glede na, tudi materiale, ki jih imajo, so morali neko sredino najti, ki za njih funkcionira. Se pravi, da ne vem, povzročijo nekih ogromnih bolnišničnih okužb ali pa tudi vejo, zavedajo se, da bo bolnik dosti prej mogel oditi iz bolnišnice, zdaj, če se to dogaja recimo v bolnišnici, kot pri nas. Zato, ker si tega ne bo mogel privoščiti ali pa zaradi tega, ker bo zmanjkalo zdravil, ker bo zmanjkalo, ne vem, vode, vse smo že imeli, vse je že bilo mogoče. In zaradi tega jaz ponavadi, ko tudi pripravljam študente na to delo, vedno pogledamo te smernice, se pravi smernice za obravnavo brazgotin po opeklinah, ki so, ne vem, lahko po celem telesu, ne, redkokdaj boš videl recimo pri nas to. Tam se pa dogaja to kar pogosto, zato ker dosti nesreč imajo prometnih, zaradi slabe infrastrukture tudi dosti požarov, eksplozij, pač karkoli pride takrat mimo glih, ne. In se nekako to potem tudi vidi v vrstah pacientov, ne. In, do zdaj so si študenti rekli: to se pa nikoli nikjer nismo učili." Ja, seveda, ker ne, pač logično, da se ne boste, zato ker to pri nas ni pogosto, tam pa je to pogosto, ne. Zato tudi smernice take, ko jih pogledaš, so malo vprašljive, ne, ampak ko pa prideš v prakso, pa vidiš, da imajo smisel, da, ne vem, en študent recimo zdravstvenega mi je rekel: a veš, pa so kar na živo rano polivali razkužilo gor, ne." To jaz si predstavljam, to more peči, boleti, da ti je noro, ne, in je pač rekel, da sem jim hotel pomagati, da sem jim hotel povedati, kako se to dela, mogoče pa ne vejo, in so na koncu njega poučili, zakaj oni to tako delajo, ne. Da enostavno imajo tako infrastrukturo slabo, da so okužbe skoraj 100-procentne, da se bodo zgodile, že zaradi vsega mrčesa, ki okrog je, da morajo Zaščitijo. toliko bolj to delati, ne, kar bi za nas bilo bizarno, kje pa te, ne. Tako da, čisto ena druga zadeva je, tudi dosti nepoznana, meni je zelo zanimiva, ker jaz točno, ne, ko že recimo po tolikih letih pogledam te smernice, ki so, ne vem, nove ali je pa kakšna večja organizacija posplošila, ne, v teh afriških državah, si tako mislim včasih: dvomim, da bo to glih funkcioniralo, ne, ampak, no, za doma je pa spet čisto drugače, ne, ker tu pa svojci skrbijo, tu ni patronaže več ali manj oziroma vse do tistih, ne, s katerimi mi delamo, da bi skrbela za neko, ne vem, dezinfekcijo zadev ali pa potem tudi ustrezno ravnanje z rokavicami, tako dalje. Svojci pač menjavajo vrečko na kateter ali pa tudi karkoli drugega, nega se dela na način, ki je pač njim poznan, in, zato je treba to njim prilagoditi, da bodo oni glede na njihovo znanje, glede na njihov čas, glede na njihove materiale naredili najboljše za pacienta.
Po drugi strani pa mi tudi vedno vprašamo pacienta samega, kaj je vaš cilj, ne. Lahko jim pridemo tja s točnim planom, mi pa bomo zdaj prvi teden to delali, drugi teden bomo to delali, zdaj bomo, ne, tretji teden bomo stali na nogah in tako dalje, ampak če je cilj od nekoga nekaj čisto drugega, kot si mi mislimo, potem je naša naloga, da delamo v smeri tega cilja. Čeprav to ni tisto, kaj bi naše smernice, recimo, povedale, a ne. In zato potem tudi nam take zadeve uspevajo, mogoče malo bolj na dolgo ali pa mogoče malo na drugačen način, z veliko improvizacije pa veliko kreativnosti. Ampak funkcionirajo zato, ker brez tega, da ti vidiš, v kakšnem okolju je in v kakšno okolje bomo mi dali pacienta nazaj, ne bo nič uspelo. Koliko se pa razlikuje ta motivacija? Recimo, vemo, da dokler ne zaboli, a ne, ponavadi preventivno redko kaj naredimo, ampak ko pride domov nekdo po poškodbi, že tukaj se mi mogoče naslonil na ogromno njenih zgodb, ki jih spremljam že zaradi okolja, v katerem sem, a ne, v šport, parašport in tako naprej, ki so, ne vem, nekdo, ki si je zlomil hrbtenico, tetraplegija oziroma delna tetraplegija, mu napovedali, da ne bo več hodil, pa hodi, a ne, ali pa nekdo, ki so mu rekli, da ne bo čisto nič mogel več funkcionirati v življenju, pa v bistvu, čeprav je tetraplegik, počne več stvari, kot jih marsikdo počne, a ne. Ampak koliko je ta notranja motivacija, a je povezana z okoljem, v katerem si, recimo, če te okolje zavrača ali pa da nate neko obešo božjo kazen, a ne. Ja. Tule sigurno neke razlike obstajajo. Ja, je pa tudi odvisno, ful je odvisno, bom rekla, od pacienta do pacienta, ne. Ker recimo zdaj v teh okoljih, kjer mi delujemo, spet ne morem reči, da je to za vse države z omejenimi viri, ampak tam iz izkušenj, kjer smo mi bili, motivacije je dosti več, kot bi si mogoče človek mislil, ne, glede na to, da ve, da je to, ne, ve, kakšno je zdravstvo, ve, koliko je pomoči pri tem. Ampak po drugi strani, oni so oni so zelo poduhovljeni ljudje, ne, oni jemljejo to kot neko nalogo v življenju, če mi je to Bog namenil, pač tako mora biti, ne, zato mi probamo tudi veliko delati z antropologi, ki nam malce tu mediirajo, ne, da nam malo razložijo, zakaj tako razmišljajo, kot razmišljajo, zakaj oni zdaj tudi to bolečino ali pa to invalidnost jemljejo, kot jemljejo, ker za nas to ni logike, ne, pač moraš ti dobiti najboljšo oskrbo, kaj je. Pa pač do kam prideš, ne. Tu pa, če se že takoj tako odločiš, jaz pa ne bom zdaj več nič, ja, valjda ti se ne bo nič pametnega zgodilo, ne, ampak tu je potem zelo odvisno od družine same, koliko je pripravljena za to delati pa pomagati. Velikokrat pridemo do svojcev pa rečejo: "Ja, pa se z njega tako več nič ne bo, pa to brez veze, pa ne, on je že itak se sprijaznil s tem, da bo tako." Pa probamo potem mi tisto manjkajočo motivacijo dati: "Pa glejte, vidite, da lahko sedi samostojno, pa lahko to še dela, pa lahko samo, ne vem, pomiva posodo, ne, lahko vam pomaga pri tem sede ali pa ne vem, karkoli pač je še možnega delati." Velikokrat tudi smo videli paciente po možganski kapi, ne, itak to se ni šlo v bolnišnico, znaki so bili tam in to je bilo to, starejši človek je bil in zdaj so se sprijaznili, da človek umira in to je to, ne. In pridemo mi tja pa gledamo tega strička, ne, pa si mislimo: "Kaj pa, če ga probamo posesti, ne?" Pa sedi samostojno, ne, pa vsi tako rečejo: kakšen mirakel, ne, ni že sedel 3 tedne." Ja, pa ste ga posedli v 3 tednih? Ja, ne, nismo. Tako da pač čisto odvisno od situacije, bom rekla, ne. Pol probamo z njim vstati, koliko, ne, mogoče bomo ga pa spravili potem tudi v stoječ položaj, kaj zdaj, ne. Pa tudi stoji lahko, pa se drži za hojco, ne. Pa ni od nas nič bilo odvisnega in potem mi vidimo: pa saj to še pa se da, ne, saj to pa bomo še spravili do tega, da bomo
šli, pa da bomo malce, ne, delali na ravnotežju vsaj, da ne bo človeku treba cel čas ležati. Tako da zelo je od, fizioterapevtske perspektive odvisno, da ti vidiš potencial. Tudi če motivacije ni, potencial človeka, ne, tudi če se on že sam sebi odloči, probaš, a kaj pa, če bi probal, kaj pa, če se še kaj da? In potem nekako probaš realno mu predstaviti: "Glej, na tej točki smo, če bomo delali to pa to še, mogoče pridemo kam, je pa pač od tebe odvisno, kaj in kako, ne." In zato je ta vključitev svojcev tako pomembna, da potem skupaj delajo, tudi ko mi odidemo, ne. In, včasih, ko se potem vrnemo, pa vidimo, koliko se je kaj izboljšalo, ne, ali pa vsaj, ko se nekako vzdržuje to stanje, koliko je to pomagalo, da smo malo bili tisto, ajde, gremo, ne, da smo malo bili bolj, motivacijski, no. Ja, ena seveda smer je sigurno, ko vidiš ta napredek, ki se zgodi, ko vidiš tisto delo, ki si ga vložila, a ne, in je neki napredek. Obstajajo pa seveda zgodbe, ki niso toliko pozitivne, ampak poklic, kot je fizioterapija oziroma tudi delati z ljudmi, zahteva ogromno empatije. Koliko v bistvu prevzeti nase tega čutenja do ljudi, a ne, ker teh zgodb je verjetno ogromno in posebej v takih državah, kjer se včasih soočaš z zgodbami, ki se nam res zdijo nepredstavljive, pa že takrat, ko je Maja predavala, mislim, da je polovici tam poslušalcev so solze tekle po, a ne. In kako to delati na tem, na kaj se osredotočaš v takih trenutkih, ko... Mislim, v začetku, ko sem jaz začela s tem, je bilo grozno, ne, zato ker jim želiš pomagati, pa ne moreš, ne. Hodili smo po terenu, kjer, mogoče še tako ni bilo tudi, ni se vedelo, kaj fizioterapevt sploh je, ne. Vidijo belca v beli uniformi, ja, zdravniki so, ne, in zdravniki delajo čudeže in to so evropejski zdravniki, oni pa tako ali tako, ne. In nismo samo dobivali, ne vem, neke paciente z mišično-skeletnimi težavami, ampak tudi, ljudi, ki ne vem, so bili slepi, a ne, ki, ne vem, ali je pa bilo to stanje, s katerim so prišli, toliko že zamujeno, da pač je bila to čista paliativa in nisi več mogel kaj, ne, in to so tudi bili otroci ali pa mladi ljudje in veš, kaj pomeni to za njih, veš, kaj bo sledilo, in veš, da si zdaj ti tu edini naslov oziroma zadnji naslov, na katerega so se obrnili. Dalje pa bodo prepuščeni sami sebi, ne, in potem včasih, ko pride nekdo, pa mu lahko pomagaš, pride otrok, pa ne vem, mu pomagaš do tega, da lahko spet hodi ali pa lahko spet zadiha, ne, ali je pa res nekaj takega ogromnega, ko se premakne, si toliko, ne vem, motiviran za nadaljnje delo v tej smeri, da enostavno ne moreš obupati. In potem si v enem takem modu, okej, zdaj to ni časa za neko razmišljanje, pa empatija, pa ne vem kaj. Empatija kot taka že, da se dela v dobri smeri, v dobrem duhu, ne, ampak moraš dobiti trdo kožo, ker če ne, se te vse tako dotakne, ne. Pa jaz že zdaj po 8 letih, zdaj recimo, ko smo bile v Keniji, tudi z Majo, smo našle eno, bi rekla, sicer je bila boarding school, ne. Ampak del tega je bil tudi oddelek za otroke s posebnimi potrebami oziroma z nekimi gibalnimi ovirami, bi jaz bolj rekla, ker to je bilo od te variante tudi do teh kognitivnih zadev, ne. In smo jih našle prepozno. Prepozno, da bi lahko kaj konkretnega še premaknila. Tam je pa bilo, mislim, da ene 15 otrok z neprimernimi pripomočkami ali pa, nepravilno obravnavo, starši so jih porinili v ta skul, zato ker enostavno doma ne vejo, kaj z njimi delati. In, mislim, bom rekla, bolj iz nevednosti, ne, in iz strahu,
če bo tu, ne bom vedela, kaj z njim delati, ne, kot mama raje dam v boarding school, kjer, ne. In, tako se spomnim punc, ko po 3 tednih, ne, je prvič prišel ta jok, tisti prvi, ne, ko, ti gre vse ven, kaj si do zdaj delal, pa si nekako zadržaval pri sebi, kaj si videl, ne vem, doma pri pacientih, ne, zdaj si pa še videl otroke na kupu, ne, ki te gledajo in tudi učitelji, ko rečejo: "Niti za hrano več nimamo." Ti otroci so tu cel teden, ne hodijo domov, za vikend grejo domov, ne. Niti mleka, za neko, ne, osnovno, količino kalcija, da bi dali otroku, niti to nimajo, ne, pač mučijo se že s hrano, kaj šele, da pridemo do nekih, ne vem, invalidskih vozičkov ali pa nekih opornic ali pa karkoli, ne. In to te lahko zelo zaboli, pa te odvrne od tega, da pač ne moreš. Ne moreš, greš domov, nikoli več, ne. Lahko ti pa to da še potem večjo motivacijo, da še bolj raziščeš rešitve, ne. In tako je recimo pri meni, ne, da še po 8 letih sem še vedno tu, pa še vedno grem, pa vedno znova je kaj novega, s čim se spopadam, ampak če nisi človek, ki bi to gledal kot nekaj, kar se da rešiti pa pomagati, ti je lahko to zelo, zelo mučno. Vse, ne, pač jaz slišim od ljudi, valjda, pa to je vse umazano tam, pa to jim tako ne moreš pomagati, pa seveda lahko, ne, seveda, da lahko, ampak moraš se pač enostavno zavedati, da ne tako, kot bi si ti želel, ne. Ja, to zdaj že na začetku omenila, ta naš pogled, a ne, tega zahodnega razmišljanja, ki bi ga radi povsod prenesli, ker mislimo, da je najboljše, ampak včasih res ni. Ja, ne, jaz rada povem to zgodbo, ne, vedno, ko predavam študentom. Čisto tak en praktičen primer, ne. V Gambiji, je ena organizacija iz Evrope donirala bolnišnici, to je državna bolnišnica, ne privatna, državna, klasična bolnišnica. En high class, high quality, pač RTG, ne, se pravi rentgen. So prinesli tja, se lepo poslikali, a ne, en čas je to funkcioniralo, potem pa se je ta mašina pokvarila, ne. In mi smo prišli tja in gledamo ta rentgen in, super, a ne, pa imate kar moderen rentgen pa to vse super gre. Ja, ne, ta ne funkcionira, mi imamo onega 6 let starega, ne, kot na onem, ko je še prenosni, ne, in ta naredi tako 15, teh posnetkov na dan in pol je to to, ne. Pa se mi gledamo, ne, ja, kaj pa pol, kaj pa s temi ljudmi zunaj, ko jih je, ne vem, tako 50 še čakalo, ja, bodo počakali do jutri, ne. Problem je v tem, da ljudje ne razmišljajo dolgoročno. Okej, mi smo zdaj to tja pripeljali, ampak kaj pa v primeru, če se res kaj pokvari? Tam ni servisa, ne, od, ne vem, te firme, od tega rentgena, da bi poklicali nekoga, da to popravi ali pa pogleda. Prižigali in ugaševali so tipko, ali pa štekali ven pa not, ne. In upali, da se bo karkoli prižgalo. Če ti ne poučiš ljudi, kako s tem delati, tudi ko gre kaj narobe, ne bo dolgo trajalo in potem grejo spet nazaj v tisti njihov sistem, ki pa je do zdaj funkcioniral, sicer ne tako, kot bi trebalo, pa ne kar ful, ne, ampak funkcionira. Tako da, zato jaz vedno rada sodelujem z lokalnimi strokovnjaki tudi, kakorkoli bi mi lahko rekli, ja, da vejo, ne, da, vejo manj kot mi ali pa ne vem, nimajo take izobrazbe kot mi. Ja, ampak za njihovo okolje oni vejo, kaj delajo, ne. In zato je ta izmenjava znanja zelo pomembna, zato mi ne moremo kar nekaj delati na pamet, ampak imeti pri sebi njih kot strokovnjake, da nam vsaj razložijo stvari, zakaj je, kako je, pa kaj bi mogoče lahko prilagodili na njihov način, da bi njim bilo lažje, pa bi oni malce mogoče nas razumeli, ne, ker to, kar mi razlagamo, pa kaj želimo za vaje narediti, pa zakaj bi jaz zdaj vaje delal, recimo, ne. Reče: daj mi pokazati prek neke aktivnosti, ne, prek, ja, katere aktivnosti pa delajo oni okrog hiše, ne vem, tudi to si ne predstavljamo, ker tam še gre vse ročno, ni, ne, recimo pralnih strojev ali pa karkoli takega. In jim probaš potem
na tak način to pokazati. In potem funkcionira, ne. In zato potem tudi, vidimo napredek boljši, kot pa recimo, če bi se držali potem spet tistih smernic, ne, ko nam je nekdo napisal, da jih moramo Tisto pa ni v tem okolju napisal, a ne. ali pa sploh ne v tem okolju, ja. Ja. Kaj pa stroka recimo, koliko so dovzetni za to pomoč? Oziroma, ali tudi se kdo pol na podlagi izkušnje, ki jo ima z vami, odloči za recimo študij, da bi nadgradil svoje znanje, kakšno prakso? Ja, v bistvu, ko mi pridemo tja, nas vedno počakajo z odprtimi rokami, ne. Vejo, da jim bo to dosti doprineslo, tudi želijo. Zdaj recimo punce so v Keniji za tale, zdravstveni dom naredile prav delavnice, obravnava praskotine, osnovnih transferjev, kako recimo, potem po porodu mamicam, ne, pokazati trening mišic medeničnega dna, ali pa tudi, ne vem, osnove neke stabilizacijske vaje za jedro. Ne vem, pač oni želijo si znanja, ne, in tu potem vidiš, kako, na katerih področjih jim znanje manjka, zaradi tega, ker nimajo dovolj strokovnjakov, valjda, ne, ampak, nikoli nisem imela tako občutka, da predvsem v Afriki, ne, pa tudi Peru, ne, ali pa, druge države, kjer smo bili. Mogoče edino Indija je bila taka, kjer smo res tako prvič doživele, ne, to pa je protokol na protokolu, to pa ni, ne, to pa je po njihovo in tu se ne gre drugače pa nikakor. Ampak, je pa bila tudi malo drugačna situacija, ker smo bile v eni privatni bolnišnici, pa smo delale potem na terenu, kot dobrodelno, ne, ker ima bolnišnica svoj dobrodelni del, ampak kljub temu, ne, vse ostalo, ke pa smo bili večinoma po Afriki, je pa res bilo tako pač super, da ste tu. Čim več bi radi od vas odnesli, pokažite nam, pustite nam učbenike, prosim, ne, pošljite nam gradiva, pošljite posnetke, snemali so recimo, kako smo kaj delali, da so potem lahko imeli za dalje, ne. Tako da, mislim, zelo zanimivo, ne. Zdaj študijev fizioterapije kot takih sploh dosti ni, da bi lahko se jih dosti odločilo za to. Celo v Gambiji se spomnim, da sploh ni kot študija, ampak je bolj kot neka srednja šola in oni imajo bolj kot neke fizioterapevtske tehnike oziroma asistente, ne, in je dosti manjkalo tega pristopa glede na nevrološke bolnike ali pa glede na hude travmatološke bolnike. Tako da tu smo jim potem pomagali nekako razviti ta sistem skupaj, ne. In to je potem tisto super, da pridemo na sredino, ne, glede na njihove zmožnosti, in, ko prideš nazaj čez leta, vidiš, da še vedno na tak način, ne vem, kineziotaping delajo, kot smo jih takrat pokazali, ne, ali pa, da še točno tako učijo z berglami hoditi ljudi, kot smo jim pokazali, ne, pa mislim, to so eni taki doprinosi, ki so mikro, ampak na koncu, če gledaš eno celoto, je pa kar fajn, ne. Da se vidi neki Da se vidi, ja, ja. tako, tako. Še malo v številkah, koliko recimo odprav je bilo do zdaj izvedenih, koliko, ljudi, posameznikov, se pravi, a so to večinoma študentke, študentje fizioterapije, zdravstvene nege? Ja, to sem še mogoče pozabila omeniti, ja, mi delujemo interdisciplinarno, ne, se pravi, različne stroke smo skupaj. Zdaj, če seštejem res tako od 2018 pa do zdaj, ker imamo tudi več držav, vsako leto obiščem, ne, več ekip tudi po vsako državo, bi rekla, da obravnav, sem delala eno statistiko nedolgo nazaj, je bilo že prek 1500 obravnav bolnikov, tudi nekje, ne, okrog 500, 600. Čisto je odvisno, koliko je kdo kaj dobil, ne, eni malo več, eni malo manj, koliko je pač bilo potrebe. Študenti so bili na začetku bolj prisotni, zdaj zadnja leta pa je vedno več že, fizioterapevtov oziroma že medicinskih sester po končani diplomi, po končanem strokovnem izpitu in bi radi to izkušnjo delili, ne, oziroma, si vzamejo, ne vem, par mesecev, preden se redno zaposlijo, da potem, grejo še na nekaj takega pomagat in da tudi, potem se nekaj naučijo.
življenjskega, bom rekla. Tudi prek 200 že, pa preko 14 odprav je bilo samo po Afriki, ne, potem pa če še ostalo štejemo zraven, preko 20. Tako da imamo kar kilometrine že za sabo, no. Koliko je povratnikov? Imam par punc, ki tudi tesno sodelujejo z mano, smo tudi dobre prijateljice zdaj na koncu. Enih 5, zdaj če pa seštejem v vseh teh letih, koliko je bilo povratnikov, par let zapored oziroma še zdaj dalje, pa je tudi že, preko 10, 15, tako da imamo eno tako ekipico, ki vedno znova, zdaj tudi, če ne hodijo na same odprave, tudi mogoče imajo kake delavnice iz terena na neko področje, na katero so se potem kasneje specializirali. Je tako da imamo, ja, smo kar razvili neko zadevo, no. Kakšni so cilji zdaj tega projekta? Mislim, da deluje že kar ustaljeno. Razvoj, več držav, več odprav. Ja, cilj je, se zaposliti na tem zavodu, tudi zaposliti, tiste, ki bodo želeli v tem sektorju delati. Zdaj kratkoročni cilji so tudi dobiti, projektne partnerje, ki bi skupaj razvijali potem tudi, neke, ali bodo to naše smernice, a ne, naši protokoli, ali pa bodo tudi, neke rešitve, neki programi, za ta low resource setting, ne. In potem tudi, da bi prek tega zavoda, lahko, se odpotovalo oziroma šlo na te misije delat, tudi za dlje časa, ne, ker tu rabiš pač nekoga mentorja, nekaj ljudi, ki za tem stojijo in potem to, skrbijo za to, da to lavfa, no. Predvsem pa tudi, da doma začnemo čim več delati. Načeloma tudi doma smo kar aktivni, sicer mogoče ne pride toliko to v javnost oziroma ne omenjamo toliko tega, zato ker, je tega dosti manj, ampak se trudimo, se pravi, tudi potem, dati pomoč ljudem, ki doma tudi nimajo dostopa do neke prave rehabilitacije, ponavadi so to ljudje, ki so doma in nimajo možnosti, da neki fizioterapevt pride do njih, ali pa naredimo kakšne skupne dobrodelne dogodke. Je pa definitivno cilj se ustrezno in uradno ukvarjati s tem, ne, da ni več to kot neka popoldanska zadeva, ne, ker je zdaj vseeno še tako, ko imaš neko redno službo in še to zraven, pa to moraš skrbeti, da to lavfa konkretno vsako leto znova z novo ekipo. Kar dosti časa ti vzame, ne, zdaj ta preklop v to humanitarno delo je malo zakomplicirano, ne, ampak, to bi bil cilj, se pravi, se ustaliti kot mednarodna organizacija, tudi sodelovati z mednarodnimi partnerji in, potem biti na voljo kot ekipa fizioterapevtov oziroma kot neka ekipa strokovnjakov, ki delamo, na odročnih mestih in smo na voljo ali na nekih, po nekih naravnih nesrečah ali potem tudi, ko so kakšna žariščna mesta, bolezni, da se nas bolj vključi v ta kontekst, ne samo kasneje, ampak tudi že, na začetku, da doprinašamo tisto prvo rehabilitacijo tam, kjer se rabi, da potem, na tistih mestih ne pride do tega, kar zdaj vidimo, da pride pomoč, ko je prepozno, ker je že toliko zamujenega stanja, ne. Se pravi, vse pa zdaj financirate izključno z Donacije. donacije, se pravi, Donacije, dogodki, tako, ja. dogodki. In če vas želijo poslušalci podpreti, spletna stran, Ja. spletna stran. Tako, na spletni strani imamo to možnost, ali pa, nas tudi lahko kontaktirajo, tudi načeloma zbiramo donacije, ki so materialne. Se pravi, od sanitetnega materiala do kakšnih pripomočkov, ki jih rabimo na terenu. Tudi smo že dol pošiljali, se pravi, tudi invalidske vozičke, tudi kakšne druge zadeve, tudi v smislu, aparatur. Predvsem pa bi radi, imeli finance, kjer bi tudi mi kot zavod lahko financirali lokalne
študente fizioterapije ali pa zdravstvene nege, da bi potem s temi študenti sodelovali, se pravi slovenski študenti in njihovi študenti skupaj, in da bi ti študenti lahko tudi prihajali v Slovenijo se učiti od nas in doprinesti znanje domov. In pa tudi kontra, ne, ker vseeno jaz rada poudarim, da tudi mi, ko gremo tja, ne samo delati in pomagati, ampak se tudi učiti. Marsikaj se lahko od njih naučimo življenjskega, pa da gledamo na življenje malo drugače, kot ko smo tu in imamo samo tisti en fokus. Tako da na kakršenkoli način za vse smo odprti, za kakršnokoli pomoč, zbiramo pa vedno finančno pomoč, ki potem se porabi izključno na terenu, ko smo že v Afriki, recimo. Lana Ritlop, hvala, si prišla, si vzela čas, podelila izkušnjo in predstavlja ta res lep, zanimiv projekt. Vse gledalke, poslušalke, poslušalce vabim, da jih podprete z donacijo ali kakršnimi koli predlogi. Mislim, da bojo zelo veseli in da lahko s tem res marsikaj dobrega naredite.